Lepo pozdravljeni na današnjem webinarju Delo od doma. Vesela sem, da se danes zopet združimo. Moje ime je Petra Podlipnik, nekateri me že poznate. Sem produktna skrbnica oziroma sem bila produktna skrbnica vrsto let za Busy.si na TS Mediji. Danes vodim imeniško prodajo. Moja strast pa je tudi ukvarjanje z neurolingvistiko in pa coachingom. Danes sem vam pripravila nekaj na temo Dela od doma. Vam bom kar delila mojo prezentacijo, pa si bomo lahko pogledali, kakšne ugotovitve smo že ugotovili v Busy.si, ko smo delali s strankami, kaj smo se že naučili in katere dobre prakse lahko prenesemo s seboj v naslednje obdobje. Ne glede na to, da nekateri se vračamo nazaj v pisarne s 1.6., menim, da bojo določene stvari ostale in da se zopet lahko kdaj srečamo z delom od doma, tako da vas kar vabim, da si skupaj pogledamo. Torej, danes bom govorila o tem, kakšne novo realnost nam je prineslo delo od doma in kako lahko zgradimo kljub fizični odsotnosti zmagovalni tim sodelavcev. Ključna tukaj pa je seveda vloga vodje oziroma stvari, ki jih lahko vodja in pa tim skupaj naredijo. Zdaj, kaj je dobro vedeti o delu od doma? To so neki splošni napotki, ki jih nekateri ljudje bolje, nekateri slabše poznamo. Bi pa povabila vse vodje, da delijo tudi te splošne napotke s svojimi sodelavci. Torej, prva stvar, ki je, da poskrbimo za neko stalno mesto, kjer lahko delamo, če se le da. Priporočljivo je, da to ni spalnica ali pa kavč, ker ta dva prostora nas nekako vabita k bolj umirjeni dejavnosti, ponavadi spanju ali pa počivanju. Tako da, če imamo možnost, da imamo neko stalno mesto. Potem pomembno je, da vsak večer naredimo neko listo to do za naslednji dan plan aktivnosti. Namreč to, da nismo v pisarni, neminovno vpliva na to, kako se aktiviramo in je pomembno, da si vsak večer pripravimo to listo, morda še bolj, kot je bilo v času naših normalnih aktivnosti v pisarni. Jutranja rutina. Torej, pomembno je, da imamo neko jutranjo rutino, kjer se lahko, nekateri imamo meditacijo, razgibavanje. Pomembno je, da se uredimo, kot da gremo v pisarno, skratka, marsikdo si predstavlja delo od doma, da stopi iz postelje direktno za računalnik. Jaz menim, da to ni najboljša rešitev, ker nas enostavno vabi potem k zmanjšanju aktivnosti, je pa to seveda odvisno od posameznika. Pomembno je, da imamo urnik, predvsem zaradi tega, ker smo v nekem privat okolju, kjer se vsakodnevno ukvarjamo z različnimi stvarmi in je pomembno, da si pripravimo urnik, kdaj imamo čas za delo, kdaj imamo odmore, kdaj imamo kosilo. Namreč v službi nam to nekako v pisarni se delo ponavlja in imamo nek urnik vedno, doma se pa pogosto zgodi, da se zamotimo in nimamo občutka, kdaj je delo, kdaj je privat čas. Spremljamo napredek, kaj je narejeno. Jaz priporočam, da se vsaj na 2 uri pogleda, kaj smo naredili, kaj imamo še za narediti, da tudi sami sebi držimo neko ogledalo, koliko smo bili aktivni in kaj smo uspeli v dnevu že narediti. Pozorni smo na kradljivce časa. Predvsem, kadar delamo od doma, je to še bolj perečo za ljudi, ki niso vajeni tega. Tisti, ki že dlje časa delajo od doma, so seveda bolj pozorni na to. Ti kradljivci časa niso samo prebiranje družbenih omrežij ali pa klepet s sodelavci ali pa podaljšani odmori. Tukaj je morda nasvet tudi, da si naloge, ki jih imamo, označimo kot pomembne, nepomembne ali pa nujne, nenujne. Ko bomo lažje ločili, katere stvari so res prve na listi, da jih uredimo, katere so pa tiste, ki lahko počakajo morda na naslednji dan, seveda si jih pa zapišemo, da jih ne pozabimo. Tako da tukaj vas vabim, da ste pozorni na to, ker minuta na minuto se nam ne zdi veliko, vendar konec dneva, ko se štejemo, ugotovimo, da je nekaj časa nam ušlo spolzelo čez prste in to si nihče seveda ne želi. In pa moja ugotovitev je bila, da kljub temu, da delamo doma, da pač dobre slušalke so ena izmed stvari, ki pripomore k lažjemu delu. Vsekakor je pa sam odgovoren tudi, da poskrbi za svoje psihofizično počutje tako v delovnem času, kot pa popoldanskem času. Morda še najbolje opiše to where energy goes, focus flows. Where energy flows, focus goes. Se pravi, tam, kjer usmerjamo svojo energijo, tja se tudi naše aktivnosti premaknejo.
če se usmerimo svoje aktivnosti v neke proaktivne dejavnosti, v delo, potem se bo tudi naša energija tja usmerila in bomo bolj produktivni. Seveda je pa delo od doma izziv tako za zaposlene kot za vodjo. Zaposleni imajo cel kup nekih novih izzivov, ki se pojavijo. Ko smo bili v enem dnevu postavljeni v to vlogo dela od doma, smo imeli veliko vprašanj in pojavili so se občutki, da smo stalno v pripravljenosti in s tem se je povezal nek stres. To je seveda dejstvo in vsak posameznik mora nekako najti način, kako razmejiti delovnik od ostalega dneva, se pravi ne samo ali je to do 5, 6, odvisno doma, kakor ima kdo urnik. Predvsem je pomembno, da mentalno v glavi znamo preklopiti, da vemo, kdaj se začne vikend, da se znamo tiste 2 dni, če imamo seveda tako naravo dela, spočiti. In to je pomembno, da se nam dnevi ne prelivajo, da niso vsi enaki. Namreč to potem povzroča še dodatni stres. Mnogi zaposleni so govorili tudi o izzivih zaradi pomanjkanja delovnih ciljev. Nekateri zaposleni so vajeni in imajo cilje mnogo bolj pred očmi kot drugi, zato je tukaj pomembno, da se kljub te fizične oddaljenosti postavlja delovne cilje skupaj z vodjo, seveda, če ne gre za neke rutinske operativne stvari, ki se dnevno pojavljajo. Zaposleni imajo kdaj občutek tudi, da morajo več delati od doma, in ker se počutijo manj varne in ranljive zaradi izgube morda delovnega mesta, in imajo občutek, da več delajo in da se morajo več časa biti na razpolago, da odgovarjajo e-maile zvečer, da odgovarjajo med vikendom. Skratka, to so vse neke dodatni izzivi, ki jih zaposleni opažajo. Izjemno se je izkazalo tudi sploh pri tistih, ki imajo ali mlajše otroke ali ki imajo neke starejše doma, za katere so morali skrbeti, da se je pojavljal multitasking oziroma reševanje več nalog naenkrat. In to je za marsikoga predstavljal kar velik izziv. Se pravi, na eni strani so si želeli kar največ narediti v delovnem času, po drugi strani so bili šoloobvezni otroci in je to seveda vplivalo na produktivnost zaposlenih doma, ne. Potem je tudi občutek osamljenosti, pogrešanje sodelavcev in ta neposreden stik. Se pravi, tukaj se je izkazalo, da kljub temu, da imamo videokanale in da imamo telefone, vseeno se je pojavilo pomanjkanje tega stika, tega pogovora, tega small chata. Zato je pomembno, da so se zaposleni tudi izven teh službenih nalog lahko povezali, si povedali kakšno misel in bili pozorni na počutje drug drugega. Svojevrsten paradoks je pa tudi ta prožnost dela od doma. Na eni strani sam odločaš o razporejanju delovnega časa oziroma se lažje organiziraš, po drugi strani imajo pa zaposleni skozi vedno občutek, da jim nekaj manjka, da nekaj ni okej, da to, da so doma, ni odstopa od vsakdana, ki so ga bili nekateri navajeni več vrsto let, in seveda to vpliva tudi na njihovo počutje. Vse to in še več pa potem tudi vpliva na vodjo, ne, izziv. Se pravi, vsi to zgoraj našteto vpliva tudi na vodjo, ker je on le tudi kot človek čuti te stvari. Ima pa še dodatno odgovornost za rezultate. Se pravi, ne samo za rezultate, tudi za svoje zaposlene. Se pravi, v smislu, še več je potrebno komunicirati s svojimi sodelavci, poslušati, biti empatičen, jih povezovati. In je pomembno, da se vodja tega zaveda, ker to je eden izmed stebrov, kako se tudi gradi ekipa oziroma to povezanost med zaposlenimi, da je kar najbolj produktivna in da tudi ima kar najboljši izplen v rezultatih, kot tudi v samem delovanju. Zdaj, vloga vodje je, da povezuje. Se pravi, on je tisti, ki poveže ljudi, da sodelujejo in da kljub fizični oddaljenosti znajo stopiti skupaj. Njegova vloga je tudi, da poskrbi za pretok informacij. Sploh v teh časih, ko so ljudje dislocirani, je izjemno pomembno, da se informacije pretakajo, da
izvedo informacije, kaj je novega, kako se v podjetju dogaja, kakšni so rezultati, ali dosegajo cilje, kako je ta kriza vplivala nanje. In tudi v bodoče se mi zdi, da je to ključnega, da se aktivira sodelavce tudi s tem, da se jim deli informacije in da se jih vključi v poslovanje. Seveda toliko, kolikor je to potrebno. Vodja mora dati tudi jasna navodila in jasno izraziti, kaj pričakuje. Namreč, ko so ljudje doma, imajo manj stika z samim poslovanjem, kar je seveda logično, in še bolj potrebujejo navodila in točno določene cilje, kaj se od njih pričakuje, da bodo v določenem časovnem okviru naredili. To je že v vsakdanji praksi izjemno pomembno, na kateri vodje to bolje komunicirajo, na kateri pa predvidevajo, saj zaposleni že vedo. Ne, zaposleni ne vedo, kaj se od njih pričakuje in je dobro, da se to jasno izrazi tudi v izogib kasnejšim neprijetnostim ali pa zapletom. Se pravi, vodja je odgovoren ne samo za rezultate, čeprav seveda rezultati so pomembni, ampak vedno šteje tudi odgovornost in skrb za ljudi. Se pravi, vodja je tisti, ki mora poskrbeti za svoje zaposlene tudi v smislu tega, kako se počutijo, kako to sprememba vpliva nanje, kakšne težave imajo, skratka, in da ohranja mirno kri pri podajanju informacij, pri prenašanju informacij na zaposlene, da ni še dodatno paničen, ne povzroča neke napetosti, neprijetnih situacij. In vodja je tisti, ki mora tudi znotraj ekipe poskrbeti, da se to vrstno obnašanje prenese na vse zaposlene, tudi na tiste, ki so morebiti v nekem momentu v stiski, ki to izražajo z morda glasnim govorjenjem, ki to izražajo z tišino. Skratka, vabim vse, ne samo tisti, ki vodite več ljudi, tudi pri sebi, da znate opaziti ta stanja. Vodja tudi zaupa in spodbuja sodelavce, predvsem v tem času je pomembno, da jim zaupa, da sami najdejo rešitve, da spodbuja njihovo samostojnost. Seveda, če tega prej ni že podkrepil oziroma ni neke osnove, je to težje izvesti nadaljavo, pa vendar se da z pogovorom, z usmerjanjem komunikacije tudi to spodbujati. Iskreno zanimanje za sodelavce je to, kar sem že tudi namignila prej, da vpraša, kako je, kaj se dogaja z njim, kakšne težave ima. Skratka, da se iskreno zanima za sodelavce in ne samo, da se pogovarja o poslovnih rezultatih, planih, številkah in kako bodo to dosegli. Moje mnenje je in stojim za tem, da vodja, ki bo najbolje opravljal delo v prihodnjem obdobju, je tisti, ki ima poudarjeno človeško noto. Skratka, ki zna poskrbeti tudi za ljudi, seveda je pa to pomembno tudi s tem, da zna ne samo poslušati, dati tudi pravilno povratno informacijo. Ljudje si želijo povratne informacije v smislu, kaj so dobro naredili, kaj lahko izboljšajo, kje imajo prostor za rast. Mnogo ljudi to, ko se pogovarjam, pogreša in je vredno za razmisliti, vsak od nas, na kakšen način znamo podajati povratno informacijo in kako dobro znamo to vpeljati v vsakodnevne naše pogovore, ne samo enkrat na pol leta. Zdaj, voditi ekipo nadaljavo je izziv, ne? In kaj je tukaj za nagovoriti, morda samo varnost in zaupnost. Vsaka ideja, ki se izreče, je ok, vsako vprašanje je ok. Če ljudje ne bodo imeli občutka, da so sprejeti in da lahko povedo, kar si mislijo in da njihove ideje štejejo, da so sprejete, se bodo umaknili in ne bodo več dajali ne idej, ne komentarjev, niti ne bodo opozarjali, kaj je prav in kaj je narobe. Tako da vabim vse, da krepite to varnost in zaupnost. Če se le da, ohranjamo stare rituale, ki povezujejo ljudi, ali pa si zgradimo nove, bolj koristne za ta čas. Nekatere ekipe imajo ime, imajo neke geste, ki jih povezujejo, imajo rituale, kot so neko skupno druženje. Seveda si pa lahko ta čas izkoristite za tudi nove, koristnejše rituale, so pa izjemno pomembni za povezovanje ekip. Pripoznati je potrebno, da ima vsak posameznik svoj tempo prilagajanja, da smo si različni.
Nekateri ljudje bodo hitreje stopili na te nove poti, hitreje se bodo navadili, kaj pomeni delo od doma in hitreje se bodo aktivirali. Nekateri ljudje bodo imeli pa s tem izjemne težave in prav tem je potrebno ponuditi roko in jih peljati čez ta most, še bolj pozorno, kakor bi morda delali v drugem okolju. Namreč vpliv na posameznika spremenjenih situacij ni za zanemariti. Nekatere to dejansko paralizira in se ne znajo spraviti ven iz tega stanja in je pomembno, da jim držimo tudi oziroma nudimo tukaj prostor za pomoč. Pomembno je tudi, da se dogovorimo, kaj je potrebno izvesti in da to vsak udeleženec ekipe ali pa vsak posameznik, ne glede ali je ekipa, morda so samo sodelavci, ve, kakšna je njegova odgovornost in kako ta del pripomore k skupnemu doseganju cilja. Kar pa pomeni, da je potrebno zaposlenim tudi jasno skomunicirati cilje, ne samo letne, ampak tudi, ne vem, tedenske, kakšni so na projektu cilji, lahko so tudi dnevni, manjši cilji. Skratka, pomembno je, da ljudje vedo, zakaj je njihov del pomembno, da se opravi do določenega dne in kako se to vpleta v celotno sliko dela. Poskrbite za dodatna znanja, stalno izobraževanje. Pomembno je, da se ljudje izobražujejo. Prav ta obdobje zadnjih 2 mesecev ste morda opazili, da se je izjemno povečalo število podobnih dogodkov, kot ga imam jaz danes, webinarjev, člankov, ki so nasvetne narave, povečalo se je komuniciranje s strankami, skratka, nekako je bilo izpostavljeno tudi to, da mora vsak posameznik z novimi znanji, z novimi podkrepljenimi idejami stopiti v nove mesece. Pa ne gre tukaj samo za mehke veščine, tukaj gre lahko tudi za poznavanje produktov, boljše poznavanje strank svojih, skratka vsakovrstno nadgrajevanje znanja in to je tudi del, kjer lahko se ekipe povezujejo. Skupno praznovanje dosežkov je bilo vedno in bo vedno pomembno. Seveda je to težje bilo narediti, ko smo bili v karanteni vsi doma, vendar sem opazila izjemno kreativnost pri nekaterih podjetjih in pa sodelavcih, ki smo se pogovarjali, da se narediti tudi online, samo prostor in okolje je potrebno pripraviti in sodelavci se vključijo, ker jim je to pomembno. Ne vsi, ampak tako je tudi na team buildingih, nikoli ne bodo vsi prisotni, je pa za večino to pomembno in sami izražajo željo po teh neformalnih tudi druženjih. Pohvale so bile in vedno bodo pomembne, morda še toliko bolj, kadar smo vsak na svojem koncu, kar je povezano tudi s feedbackom, da znamo pohvaliti ekipo in pa posameznike, ki so nekaj naredili izjemno in to se je izkazalo pri veliko podjetjih z različnimi pristopi, nekateri so svoje sodelavce, ki so bili nagrajeni za tisti mesec, nagrajevali z gajbico svežega sadja ali zelenjave na dom, nekateri so jih poklicali, podjetja so na različne vrste pristopale do tega, vsi pa so bili pozorni tudi na to, predvsem tista podjetja ali pa podjetniki, ki so želeli krepiti odnose. Vodja si mora dopustiti, da je konec koncev le človek, torej priznati, da kdaj morda tudi ima malo slabši dan, imeti možnost povedati tudi, da je on v stiski in če je bilo vse, kar sem zgoraj naštela, nekako implementirano, bo ekipa to tudi razumela in ga bo pri tem podprla. Ne samo zaposleni, tudi vodja potrebuje podporo svoje ekipe, namreč breme, ki ga je danes prevzel z ne samo rezultatskim vodenjem, ampak tudi z tem online, je sigurno veliko in tudi vodja potrebuje razumevanje svoje ekipe in pa neformalna online srečanja, kot sem že naštela, so pomembna in ljudje bodo razumeli to vpletenost oziroma željo pomagati. Zdaj, motivirati ljudi se da na različne načine, nekateri vedno pomislijo takoj na denarno nagrajevanje. Jaz menim, da je denarno nagrajevanje seveda je motivator, vendar lahko motivirate v teh časih tudi na drugačen način. Motivacija ali pa nagrada je lahko zelo enostavna, zabavna, predvsem pa kreativna.
Tukaj gre lahko ali gre za to dodelitev neke priznanje, nekega zaupanja sodelavcu, pohvala sodelavca, potem, da mu dovolite ali pa date dodatno odgovornost, ne v količini dela, ampak da mu pripoznate, da je nekaj dobro naredil. Vse te stvari bojo vaše sodelavce v tem času pa tudi drugače izjemno motivirale in jih bodo nekako spodbudile, da bojo bolj odgovorni in da bodo konec koncev imeli tudi boljšo sliko v sebi in bojo bolj zadovoljni posamezniki. Vsak pa seveda mora prevzeti odgovornost zase in za svoje ravnanje. Kot sem dejala, tudi vodja, kot vsak posameznik, vsak član ekipe, tima, mora prevzeti odgovornost za svoje ravnanje in se mora zavedati, da se skupaj doseže več in da samo skupaj lahko hitreje in bolje napredujemo. Seveda pa veljajo neke zapovedi za komunikacijo z zaposlenimi v času, zdaj, a temu rečemo krize ali pa morda izjemnih razmer. Kriza je tak pojem, ki marsikoga paralizira. Ustvariti moramo zaupanje in to je ključno, da bojo ljudje lahko sodelovali med seboj in da se bo s komunikacijo vsakodnevno gradilo to zaupanje. Vodja mora biti v svoji komunikaciji odločen, se pravi, mora mirno, odločno komunicirati, da pomiri in motivira zaposlene. Komunikacija mora biti tudi osebna, se pravi, ni dovolj, da se komunicira samo preko online sestankov ali pa v skupinah. Pomembno je, da pokličemo tudi zaposlene, da se z njimi ena na ena pogovorimo, da jih poslušamo in da si vzamemo čas tudi za to vrstno aktivnost. Avtentičnost komunikacije je to odprto komunikacijo, kjer sporočam, da se trudimo, da jih razumemo, da delamo v skupno dobro in da se aktiviramo v tej smeri, da jim pomagamo in držimo neko podporo tudi v težkih časih. To ljudi pomiri in jim daje dodatno zaupanje v podjetje, v katerem so zaposleni, v okolje, s sodelavce, s katerimi sodelujejo. In to vodja s svojim zgledom lahko zelo lepo prenaša tudi na svojo ekipo, na druge zaposlene v podjetju. Odzivnost je pomembna. V današnjem času, ko se v bistvu lahko odzovemo zelo hitro, je to ključna prednost, ker smo vsak na svojem koncu, da povemo, da smo prejeli sporočilo, da smo ga razumeli, naredimo klic, povemo, odgovorimo. Ampak seveda z zaupanjem, da lahko pa tudi samostojno določene aktivnosti ljudje upravljajo. Se pravi, da jasno povemo, kje so njihove odgovornosti, kaj lahko sami odločijo, da niso preveč, da ne čakajo na vsako najmanjšo stvar od vodje. Srčnost v komunikaciji je nekaj, kar nam vedno prinese nasmeh, se pravi, razumemo, da je težka situacija, razumemo, da kot vodja imamo odgovornost za rezultate, da je potrebno seveda tudi rezultatsko plan speljati do konca leta v teh mesecih, da stvari vplivajo na ta rezultatski plan, pa vendar vodimo s srcem in umom. Se pravi, ne samo številkami, ne samo s fakti, ne samo z hardcore dejstvi, ampak tudi s srcem, z razumevanjem. In jaz menim, da če to dvoje povežemo, je seveda izplen mnogo večji, kot če smo Excel menedžerji. Fleksibilnost pri izjemah se je zdaj pokazala še za bolj pomembno, se pravi, da znamo prisluhniti strankami ali pa zaposlenimi, da znamo povedati oziroma pogledati, kdaj je potrebno narediti izjemo, da izjema ni nujno slaba, da ko se odločimo, da morda vidimo, da je pot, ki je nikoli prej ne bi ubrali, danes ravno prava pot in da znamo sami pri sebi se tudi pogumno odločiti, da je za kakšno spremembo v našem delovanju in to nam bo tudi v bodoče prineslo velike koristi pri vodenju ne samo timov, sestankov in vseh ostalih aktivnosti, ki jih imamo. Zdaj, posebnosti vodenja online sestankov so, pa vendar se povezujejo tudi z realnim življenjem. Morda, kar sem uspela razbrati na podlagi tudi te spodaj navedene raziskave, pa tudi izkušenj, ki jih imam jaz, je pred sestankom pomembno, da ne povabimo preveč oseb, namreč z količino oseb se online sestanki, se učinkovitost teh sestankov manjša, vendar
bi pa pozvala posebej, da smo pozorni, da povabimo prave deležnike. Namreč tukaj se še prej kot v pisarni zgodi, da nekoga nenamerno ne povabimo, je slaba volja, se počuti izključen, se počuti odrinjenega na rob, tako da to je še posebej potrebno poudariti. Pazimo na časovni okvir, se pravi, online sestanki naj ne bi bili predolgi, 20, 25, 30 minut, s tem, da imamo dnevni red vnaprej pripravljen, pa ne samo po alinejah. Za online sestanke je izjemno priporočljivo, da se dnevni red pripravi v primeru vprašanj, se pravi, katera vprašanja moramo na tem sestanku odgovoriti, kaj so ključne stvari, do katerih moramo priti. In pa uporabljanje videa oziroma slike, namreč izkazalo se je, da se ljudje, ko so enkrat vizualno prisotni na sestanku, se bolj aktivirajo, bolj sodelujejo, skratka so bolj prisotni in se več naredi in večji izplen je od sestankov. Med sestankom, se pravi, pomembno je, da začnemo točno, ob uri, začnemo energično in pozitivno, to je predvsem vloga tega, ki skliče sestanek, da na nek pozitiven način začne sestanek, da določi pravila, ki bodo veljala na tem online sestanku. Eno izmed teh je lahko vsak govori 60 sekund, vsak, ki konča z govorom, povabi drugega k besedi. Potem je to, da ta, ki vodi sestanke, neminovno tudi moderator, kar pomeni v smislu, da se ne vpraša več, ima kdo kaj zapovedati ali pa želi kdo kaj dodati, ampak se pozove: Igor, prosim, lahko deliš svoje mnenje s seboj, Irena, kaj pa ti meniš o tem? Skratka, da se ljudi po osebnem imenu naslavlja, predvsem zato, ker se v online sestankih ljudje čakajo, kdo bo prvič spregovoril in potem se pač lahko zgodi, da so vsi tiho. In pa uporabljamo orodja, ki nam lajšajo delo. Obstaja cela vrsta orodij, kot je Mentimeter, to je neko orodje za ankete, ki se vmes lahko že delajo med sestanki, chat, vprašanja in odgovori, chat v smislu takoj instantnega pogovora, namreč s tem se tudi izloči dogovarjanje na drugih kanalih, pogovor udeležencev na drugih kanalih in da se vse mnenja in ideje izjasnijo na sestanku. Po končanem sestanku pa je pomembno seveda, da imamo listo aktivnosti, kdo bo kdaj kaj naredil, kakšni so koraki naprej in pa da se z nekim povzetkom preveri, to je spet vloga vodje, ali so vsi razumeli, ali so vsi razumeli enako in ali imajo jasno sliko, kaj se pričakuje, da se bo storilo do naslednjič. Seveda, tako kot sem dejala, mnogo teh stvari velja tudi za klasične sestanke, vendar na to nekateri do sedaj niso bili tako zelo pozorni. To je opomnik, da imamo vsi možnost, da se izboljšamo tudi za vodenje sestankov, ko pridemo nazaj v pisarno, za online sestanke pa seveda ta poziv pa še toliko bolj velja. Jaz sem šla pogledati tudi nekaj uspešnih primerov iz naše soseske. Mi smo jih zbirali na Bizi pod hashtag Korona izkušnje, to so zgodbe podjetnikov. Nekaj sem jih naštela tukaj, za ostale vas vabim, da se jih prebere bodisi na Siolu, kjer se jih tudi deli, bodisi na bizi.si strani, kjer so objavljeni. Eno izmed intervjujev, ki je bilo narejen prav pogovor z direktorico, je bilo podjetje Ski & Si. To je podjetje, ki izdeluje oziroma renta in prodaja vodne skuterje in vodna vozila. Kar se je najbolj dotaknilo mene, ko sem brala ta njen intervju, je, da imajo mnogo zadovoljnih zvestih kupcev, ki se vračajo in da jim je izjemno pomemben kakovosten kader oziroma njihovi zaposleni, v smislu, da so tudi njihovi zaposleni zadovoljni in nasmejani. Namreč ugotovili so korelacijo, da stranke pri njih kupujejo užitek, te, ki kupujejo te vodna plovila za prosti čas, kupujejo užitek, kupujejo dobro voljo in veliko več prodajo v primeru, da so tudi zaposleni, zato tudi zaposlenim omogočajo veliko izkušenj z njihovimi plovili, da ugotovijo, kakšne kvalitete imajo, kaj prodajajo in da v bistvu zaposleni pri tem nekako sodelujejo in prenašajo to svoje veselje in pozitivnost tudi na kupce. To je bila njihova
nekako zaveza že prej, v današnjih časih pa še toliko bolj. Podjetje Ingra iz Gornje Radgone, oni pa že vrsto let projektirajo stanovanjske stavbe in seveda kot veliki večini je tudi njim padla prodaja oziroma izziv je bil pridobivanje novih naročil brez osebnega stika. Namreč vsi vemo, kadar si pripravlja nekdo dom, da je to res življenjski projekt in da želijo osebno komunicirati. Vendar oni so ugotovili, da to neposredno, se pravi svetovanje, so morali nadomestiti z komunikacijo po e-mailih oziroma telefonih, družbenih omrežjih tudi. In ko so prenesli ta del trženja in komunikacije na ta omrežja, so seveda vzpostavljali tudi prvi stik s temi strankami, kar se je izkazalo za relativno uspešno. So pa izjemno izkoristili to moč družbenih omrežij tudi zato, da so delili svoje dosedanje narejeno delo, se pravi, kaj so že opravili, in pa stranke so jim pošiljale, so vzpostavili tudi to povezavo, da so jim stranke pošiljale svoje slike domov, svoje fotografije, ki so jih pa tudi delili potem naprej. Skratka, njihov moto pa je, da kljub temu, da je bil zdaj ta manjko osebnega stika, so to nadomestili s tem, da se je reklama širi tudi iz ust do ust, se pravi, da so izkoristili moč pričevanj svojih zadovoljnih strank. Podjetje Zdrava pisarna oni so dobavitelji prehranskih izdelkov in seveda oni so dostavljali gajbice sadja v podjetja. Njih je ob zaprtju podjetja oziroma delu na domu to seveda zelo prizadelo in so se zelo hitro na novo organizirali, spremenili poslovni model in uvedli dostavo na dom. Pripoznali so tudi moč družbenih omrežij in komunikacije, se pravi, da so razširili to, da imajo dostavo na dom, da so se reorganizirali. S tem je bilo pa potrebno tudi precej dela pri zaposlenih sodelavcih, saj so morali zaposleni se preleviti tudi v dostavljalce na dom, skratka, ampak v duhu te pozitivnega sodelovanja že prej jim je to uspelo, da so naročila dostavili v 24 do 48 urah po vsej Sloveniji, kar pa glede na situacijo, ki je bila na začetku, če gremo v drugo polovico marca, ni bil tak mačji kašelj. Tako da več si pa lahko tudi na Bizi preberete, če vas zanima. Pa še eno prakso sem si izbrala, to so pa vina Huba Martinčič. Oni proizvajajo tako imenovani cviček, poleg drugih, oni imajo penine, sem se zmotila, penine. Enako so doživeli velik upad prodaje, uvedli so tudi oni dostavo na dom, z odzivom so bili zadovoljni, predvsem so pa to potem kombinirali tudi z drugimi storitvami, z hrano in drugimi izdelki, ki jih njihovo posestvo ima. Tudi oni pa delijo izjave svojih zadovoljnih strank in se jim na tak način tudi zahvalijo za zaupanje. Skratka, predelovalci hrane so se preselili, se pravi, so uvedli dostavo na dom, to je bila kar velika večina, in pa še bolj so morali vklopiti sodelovanje s strankami preko online kanalov. Potem sem probala dobiti prav za zaposlene še par primerov uspešnih praks iz naše soseske. Podjetje A1 je izjemno promoviralo to, da so izobraževali, imeli delavnice, online sestanke, da so se še bolj povezovali med seboj. Potem je OptiWeb, da so ohranili aktivnosti in da so se povezovali tudi na nek neformalen način, s tem, da so delili fotografije, sodelavci so delili fotografije svojega dela od doma. Potem oni so bili te, ki so tudi pošiljali gajbico sadja in zelenjave na dom. Skratka, na različne načine so želeli nadoknaditi pomanjkanje tega hodniškega druženja, če tako rečem, in pa jutranje kave, ki je nekako bila stalnica v podjetju. In tudi na Bizi smo imeli kar veliko izkušenj, ki jih želimo z vami deliti. To so bile zgodbe teh uspešnih podjetnikov,
To so korona izkušnje, jih lahko tudi sami še preberete. Potem smo BusyBlog pisali veliko o tem, katera orodja so lahko koristna. Se pravi, gre za Zoom, za Teamse in pa kako se prenašajo dokumenti in ostale predloge. BusyHelp je seveda možnost, da samo uporabniki nam pošljajo, kako jim lahko pomagamo pri uporabi Busyja. Webinarje smo izvajali. Smo se pa interno tudi aktivirali in smo naredili set delavnic pod skupnim imenom Petkove drobtinice, kjer smo se pogovarjali bolj v vsebinah povezanih s komunikacijo, kako ljudje komuniciramo, kako se cilje postavljamo, kaj nas osrečuje. Delali smo tudi zaznavne položaje. Skratka, vrsto nekih informacij smo si delili med seboj, kako lahko izkoristimo ta čas, ko smo bili doma in kako lahko tudi nova znanja osvajamo. Skratka, če povzamem naše izkušnje oziroma izkušnje tudi teh podjetij, s katerimi smo se srečevali in se še srečujemo, ključno je bilo, da so podjetja komunikacijo preselila na online, kar je bila logična posledica, pa vendar so uporabljali Zoom, Skype, Teamse, WhatsApp, skratka cela paleta nekih orodij se je izkazala kot izjemno uporabna in da video je pomemben, se pravi slika pri delanju oziroma sodelovanju je pomembna. Povečal se je uporaba družbenih omrežij za doseganje kupcev. Potem se je vzpostavil tesen stik s strankami, izkoristili so zadovoljne stranke za komunikacijo in se povezali z njimi in objavljali te zgodbe. Izkušnje kažejo, da seveda reklama od ust do ust je najbolj učinkovita in priporočila strank so izjemnega pomena pri nadaljnji prodaji. Povečala se je dostava na dom, kljub izjemnim izzivom, ki so jih ti dostavljalci imeli v času, ko je bilo res naval. Verjamem, da se bo del teh navad ohranil in da bo tudi dostava na dom oziroma ta stik stranka ostal neka stalnica v bodoče. Podjetje so se povezala z zaposlenimi, ne ugotovili, ampak enostavno zaposleni so pomembni in uspešna podjetja so ta most do zaposlenih samo še razširila, so ga na novo tlakovala in so se s zaposlenimi na novo ali pa bolje povezala in so se tudi z raznimi aktivnostmi gradili odnosi z zaposlenimi. Uspešna podjetja so mnogo vlagala tudi v teh preteklih 2 mesecih v izobraževanje zaposlenih, v nadgrajevanje svojih notranjih procesov, v optimizacijo poslovnih procesov, ki jih imajo. Izkoristila so čas, da so se za moment morda ustavila in pripravila na čas po krizi. In pa odnosi štejejo, se pravi, kot je eden izmed udeležencev preteklega webinarja dejal, ekipa smo, ker se spoštujemo, zaupamo in skrbimo drug za drugega. In to se mi zdi ključno pri razumevanju odnosov in kako pomembni so ti za poslovanje samega podjetja. Imeli smo tudi nekaj vprašanj. Eno izmed vprašanj, ki sem ga dobila pred webinarjem, je bilo tudi, kako organiziramo učno delo na daljavo z dvosmerno komunikacijo in pa aktivno udeležbo in vajami. Jaz sem vprašanje malo skrajšala, se opravičujem. Torej, moja izkušnja je, kadar delam delavnice, uporabljam Zoom, in to zaradi tega, ker mi omogoča, da se udeležence lahko razdeli tudi na več sob, kjer lahko opravljajo vaje. Skratka, lahko, če je 15 udeležencev, jih razdelite v sobe po 2, kjer jih lahko naredijo neke praktične vaje in se potem vrnejo skupaj in delijo izkušnje. Aktivna udeležba se doseže tudi s tem, da so vizualno prisotni na sestanku in da sodelujejo na sestanku. Tako da to vse so orodja, s katerimi vam priporočam, da aktivirate svoje zaposlene, kadar delate delavnice. Seveda je pa uporaba flipchartov je težja, razen če imate nekoga, ki snema to, da se premika kamera za vami. Uporaba PowerPointov je nekaj, kar vam omogoča lažjo sledljivost oziroma organiziranost samega predavanja.
povzetke ravno tako lahko delate, določene odzive svojih udeležencev na teh predavanjih pa lahko dosežete tudi z Mentimetrom, to je orodje, kjer sem že prej ga omenila za razne odzive poslušateljev, ali pa z raznimi anketami, ki jih lahko tudi uporabite. Tako da, ja, je oteženo, je drugače, pa vendar ob primerni pripravi prej se da tudi tako delavnico izvesti. Kakšne vaje se pa tudi malo težje izvede, jih je pa treba prilagoditi, ampak z iznajdljivostjo tudi to gre. Eno vprašanje je bilo pa še namenjeno, kako komunicirati z veliko ekipo klicnega centra in pregled nad delom. Zdaj, klicni center je izziv že sam po sebi, ker je pač to množica ljudi, ki dela vsak svoje delo in sledimo seveda lahko KPI-jih, ki jih verjetno spremljate po njihovih, koliko odzivov imajo, koliko pokličejo, skratka, to so neke metrike, ki so številčne. Priporočam pa, da se z vsako ekipo, ki jo imate, ne glede na to, da uvedete dnevne 10-minutne online sestanke, da se povežete, da se pogovorite, da delite izkušnje. To ni treba res veliko, to je 10-15 minut, da se pregledate nad delom in da tudi imajo občutek, da ste z njimi, če niste fizično, da jih spremljate, da jih poslušate, da imate odprta vrata zanje. In zdaj, jaz nisem velik pristaš pisanja reportov, zato ker sploh ljudje bojo našli 1001 pot okoli. So pa seveda panoge, kjer so te reporti pomembni, kjer je potrebno, da dnevno zapišejo aktivnosti. Tako da nekateri, sem malo spraševala okoli, nekateri delajo s takimi ekipami, tako da imajo jutranje sestanke, tako zjutraj, ob 7, pol 8, odvisno kako je. Nekateri delajo tako, da ko je konec dneva, da se dobijo, odvisno je to 24/7 ali ne vem, kakšne vrste klicni center je. Ni pa tukaj, da bi z neko čarobno palčko našli recept. Testirati je treba, kaj deluje, kako se ljudje povezujejo, kakšen je njihov odziv in najdete en format, kjer vam bo odprl poti do njih. Tako da to se mi zdi, da je izziv, na katerega bomo večkrat v bodoče še naleteli, ne glede na to, ali bo korona ali bo karkoli drugega. Skratka, da se določene aktivnosti pač bomo morali tudi zaupati svojim zaposlenim, bolj, kot smo jim do zdaj, seveda pa na podlagi nekih odgovornosti, ki jih nanje prenesemo in ki jih bojo tudi uspešno upravljali. Tako da to je kar tega. Tudi prosojnice bomo kasneje lahko poslali, je bilo še eno vprašanje. Tako da to je bilo, kar sem jaz za danes vam nekako pripravila, kako vidim svet v bodoče oziroma kako bo to delo od doma vplivalo na vse nas. In verjamem, da kljub temu, da se bomo vrnili v stare tirnice, da bomo delali tudi še v pisarnah, se bo marsikatero podjetje v Sloveniji tudi odločilo za delo od doma. Ne nazadnje svetovni trend kaže, da se velik del Googla, potem Facebooka, pa še nekaterih velikih gigantov ne bo več vračal v pisarne in da bo kar to ratala stalnica dela od doma, kar seveda ima pa tudi nove izzive, kako se bojo ljudje organizirali, kako bo podjetja podprla to delo od doma, kako bo zakonodaja to podprla, skratka. Nekaj stvari je še odprtih, na nas pa je, da vsakodnevno, se pravi, smo tukaj drug za drugega, da se spoštujemo, poslušamo in seveda, da tudi ustvarjamo pozitivno vrednost za svoja podjetja. Hvala lepa. Še tole bi vas prosila, če lahko na kratko vas povabim, 4 vprašanja so, da dobimo povratno informacijo, kako smo delali, ali vam je bilo koristno in na kakšen način lahko izboljšamo svoje delo webinarjev in ostalega, kar počnemo na bisi.si v bodoče tudi za vas. Želim vam uspešen dan in pa pozitivne prakse. Če imate kakšne dobre korona izkušnje, delite jih z nami, pošljite nam povezavo, pošljite nam informacijo, bomo napisali članek ali predstavili vašo prakso tudi ostalim udeležencem. Hvala in srečno.